Pozdravljeni. Tudi danes je na vrsto prišel naš običajni komentar novic in kot ponavadi si bomo pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklosti. Kot že dobro veste, se bomo tudi danes ustavili pri 4 različnih sklopih novic in vsi članki, ki so navedeni v tem prispevku, so dosegljivi na tistih bližnjicah, ki vas vodijo do originalov in so seveda zapisane v samem opisu. In ne smemo mimo tistega, kar napravi ta prispevek malce poseben. Ko je slika v barvah, navajam tisto, kar piše v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, seveda dodajam moje osebno mišljenje, moj osebni komentar. Tako, obnovili smo pravila tega malce drugačnega formata, zato se kar takoj lahko lotimo prve današnje teme. Na samem začetku je mojo pozornost pritegnila izjava Zacka Browna. Zaslediti jo je bilo mogoče na italijanski verziji spletnega portala GP Blog v članku, ki je bil objavljen 19. novembra. Namreč Zack Brown trdi, kako tista odločitev v Monzi, ko je Oscar Piastri bil na cilju pred Landom Norrisom, ni bila nek odločujoči faktor v letošnjem svetovnem prvenstvu. In le, če ne bodo osvojili naslova svetovnih prvakov med konstruktorji, bi lahko kritizirali posamezne odločitve. In tu lahko marsikdo izmed nas pomisli, kaj pravzaprav si želijo pri McLarenu, namreč izgleda, kot da nikoli niso hoteli tistega naslova med vozniki, ki je pa med nami, navdušenci, verjetno malce bolj cenjen kot oni konstruktorski. Izgleda, da ta dvoboj med Norrisem in Verstappenom je bil konec koncev samo v glavah nas, navdušencev, raznih avtorjev, ampak ne onega vodilnega kadra pri McLarenu. Seveda v prevodih lahko marsikatera izjava tudi spremeni rahlo svoj smisel, ampak glede na obnašanje McLarena menim, da tu v ozadju je tudi takšna osnova. A videli bomo, kako se bodo obnašali predvsem v naslednji sezoni. Danes pa hodimo k drugi današnji temi. Damon Hill je dejal dovolj. Kot smo lahko prebrali na spletnem portalu motosport.com 15. novembra, bo svetovni prvak iz sezone 1996 po 13 letih zapustil ekipo britanske televizije Sky. In seveda v tistem, recimo mu, poslovilnem sporočilu se je Damon Hill zahvalil mnogim dolgoletnim sodelavcem in ni hotel nakazati, kaj je pravzaprav vzrok, da zapušča prenose dirk svetovnega prvenstva Formule 1. In tu je treba dodati, da kolikor smo malce objektivni, ima lahko Damon Hill po 13 letih dobesedno dovolj vsega. Če malce pogledamo 24 dirk svetovnega prvenstva Formule 1, pomeni 24 vikendov najmanj, ko ga naprimer ni doma. In če malce zaokrožimo, tu je skoraj pol leta. In če Damon Hill želi imeti kaj od svojega lastnega zasebnega življenja po 13 letih,
je njegova odločitev več kot razumljiva. Ampak po drugi strani tudi ne smemo mimo dejstva, da smo priča v Formuli 1 neke vrste polarizaciji, predvsem v britanskih medijih. Nekateri novinarji, ampak med njimi ni zaslediti mnenja Damona Hilla, so odprto pro-britanski in proti karkoli drugemu. In verjetno tudi zaradi tega trenda je lahko Damon Hill se odločil zapustiti televizijo Sky, ki ima med svojimi člani kar nekaj takih, ki odkrito navijajo za vse, kar spominja malce na Union Jack. Ampak gre za moje videnje, gre za moje mnenje, ki je lahko kot običajno tudi napačno. Ampak poglejmo si, kaj je zanimivega v tretji današnji temi. Novica, ki je pritegnila kar nekaj pozornosti med nami navdušenci Formule 1, je tista, ki je bila objavljena naprimer na spletnem portalu Racing News 365.com. Članek, ki je luč dneva ugledal 20. novembra, pravi o tem, kako je Nick de Vries na francoski progi Paul Ricard testiral za McLaren. In verjamem, da mnogi avtori, ampak tudi navdušenci ter sledilci so začeli teoretizirati o tem, kako bo lahko Nick de Vries v bližnji prihodnosti postal lahko tudi rezerva pri ekipi iz Wokinga. Znano nam je, da Gabriel Bortoleto v naslednji sezoni zapušča seveda okrilje ekipe McLaren ter se seli k Sauber in Scheid Audiju. Ampak kot običajno je tu kar nekaj podrobnosti, ki so jih mnogi, imenujmo jih površni avtori, dobesedno izpustili. Prvič, Gabriel Bortoleto uradno ni bil rezervni voznik McLaren. Kot vidimo lahko na tej tabeli, sta zapisana Rio Hirakawa in Peto O'Ward. Ampak to konec koncev ne pomeni absolutno nič. Znano je, da Hirakawa sledi nekemu programu Toyote, ki je dobesedno plačala McLarenu, da lahko izvaja določene aktivnosti. In prav Rio Hirakawa je bil poleg Nicka de Vriesa prisoten na francoski progi v letošnjem letu. In še nekaj bolj zanimivega. Na fotografijah, ki so dosegljive na svetovnem spletu, lahko vidimo Nicka de Vriesa v McLarenu iz sezone 2022, torej MCL 36, brez enega samega pokroviteljskega napisa. In to nam, navdušencem, bi moralo povedati marsikaj. Prvič, da je to testiranje zasebno in da ga verjetno ni financiral McLaren, temveč nek zunanji plačnik. Tudi to vidimo v Formuli 1. In ker je prisoten Hirakawa, bi lahko špekulirali okrog tega, da je ta zunanji plačnik, naprimer, Toyota. In sedaj lahko napravimo še logični korak naprej. Za koga tekmuje Nick de Vries v svetovnem prvenstvu vztrajnostnih avtomobilov? Ali mogoče za Toyoto? In tu lahko sedaj dobimo čisto drugačno podobo od tiste, ki so nam jo predstavljali mnogi avtori, ki se verjetno niso dovolj poglobili v tisto dogajanje, ki je pa vsem nam na razpolago in imamo vse elemente, da lahko pridemo tudi do morda malce drugačnega zaključka. A pojdimo še k zadnji današnji temi. Tisti, ki ni
tako neposredno vezana na dogajanje na sami progi. Za konec pa kot običajno tista rahlo bolj lahkotna tema, ki bo verjetno na trenutke tudi malček šaljiva. Ampak, če pogledamo spletni portal GP Blog in članek, ki je bil objavljen 19. novembra, bomo videli, da je bil menedžer Franka Colapinta, Jamie Campbell-Walter, dokaj kritičen do tistih upornikov, do tistih sledilcev njegovega varovanca. Neposredno jim je dejal, naj enkrat že utihnejo s svojimi predlogi, s svojimi zahtevami. Kolikokrat smo brali v raznih virih, kako bi lahko Franco Colapinto, naprimer v naslednji sezoni, nastopal celo za Red Bull in podobno. Ampak izgleda, da nekateri, predvsem v Južni Ameriki, ta malce fantazijski pristop celo zahtevajo. In menedžer je lepo razložil, da je za Franka Colapinta gledal že nekako pred tistim, ko so mnogi njegovi kritiki sploh vedeli, da obstaja. In tu je treba dejati, da v Formuli 1 običajno lahko beremo zgodbe, ki so res na meji realnosti in mnogi, ki se ne toliko spoznajo na dogajanje, vzamejo te besede, ki so jim povšeč, dobesedno za svet. Kolikokrat ste tudi vi zasledili, da vam prodajajo zgodbe, kjer so naslovi dramatični, kjer je dogajanje šokantno in kjer, ne pozabimo, v članku nastopa Schumacher. Ni važno, kateri izmed mnogih, ampak glavno je, da se priimek zapiše v naslov. In ko imamo tak nivo analitikov, novinarjev, poročevalcev, ni čudno, da mnogi ljubitelji nekako prevzamejo tudi tiste želje, ki pa so v večini primerov realne. Mi vsi bi se morali zavedati, da je kdaj pa kdaj bistveno bolje za tistega, ki nam je simpatičen, če enostavno utihnemo. Ali pa, če podamo svoje mnenje, naj bo to vsaj malce argumentirano. Ampak dobro je poznano dejstvo, da danes argumentacija sploh ne pride v poštev. Važno je, da v naslovu zasledimo tisto, kar sem omenil pred nekaj trenutki. In tu lahko vidimo, da je končno nekdo povedal vsem tem entuziastom tisto, kar jim gre. A tudi mi smo danes prišli do konca našega rednega komentarja. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.